Ne, lahko doleti kogarkoli. Seveda so pa neke predispozicije, ne, recimo neki vzorci, da perfekcionizem, recimo en tak, ne, vedno moram narediti najboljš, kot se zmorem, pa po možnosti moram se sama narediti, se pravi, se samo nase zanašam, ali pa vztrajam v nekih odnosih, ki so toksični. Seveda je pa ta situacija s covidom, ne, in se pravi s karantenami, ko smo ostali doma, je pa mogoče poslabšala z tega vidika, da ste se tam lahko pridružili še malo več tega strahu, tesnobe in depresije, ki sta pa tudi simptoma izgorelosti. Največkrat povezujemo izgorelost z delom, ne, pričakovanja na delovnem mestu, nerazumevajoč šef, potem mogoče nejasne naloge, kaotičnost na delovnem mestu, slabi odnosi. Slabi odnosi so tudi sicer en zelo močen dejavnik izgorelosti, torej v službi, lahko tudi doma, ker se nimamo več na koga opreti. Občutek imamo, da smo ostali sami in da itak moramo sami vse urediti. Moški pa ponavadi pridejo že v tisti bolj zadnji fazi, ko že odnos razpade, ko je na tem, da izgubi službo, ko je kakšna resna bolezen, ne, posredi. Ta pot je v bistvu vsakodnevno delo. Od tega, ko se vi zbudite, pa do konca dneva imate svoje protokole, ki se jih morate držati, ker osebnostni vzor se spremeniti, to je najtežje v življenju. Ampak kot smo rekli, ta bolezen ne izbira, ne, nima veze zdaj z mojim odnosom do Boga. Ima pa seveda vezo z mojim odnosom do sebe in kako ravnam s sabo.